Tragična zgodba Austina Harroffa. V mirnem poletnem večeru na Floridi se je tisto, kar se je začelo kot običajna noč, spremenilo v enega najbolj šokantnih in zapletenih kriminalnih primerov v novejši zgodovini. Austin Harroff, 19-letni študent, je zagrešil tako grozljiv zločin, da je narod pretresel. Da pa bi mi razumeli, kako je do tega prišlo, bomo danes šli čez njegovo odraščanje, življenjsko zgodbo, šolanje itd. En hiter intermezzo, jaz sem nekako pozabila snemati zvok, tako da nekje od sredine videa naprej bo zvok iz mikrofona. Zdaj pa je, kar je. Ta mlad fant namreč je prihajal iz idealnega okolja, bogata družina, v redu odnosi, ful uspešen, ful športen. Kaj je njega pripeljalo do točke, da je na koncu umoril en par in pa moškemu odgrizel obraz. Čau, alieni, dobrodošli na Alien kanal oziroma kanal Alenke Trogrlič. In ja, ponovadi tukaj obravnavamo resnične zločine oziroma true crime. Preden pa zaplavamo ta true crime primer, svet užitka izdelk meseca januarja. Good vibes only, trojni vibrator Lisa. Sam tle vam ga lahko pokažem, ker na Instagramu mi probajo vse skupaj penati in na TikToku kdaj. Tale delček več kot očitno gre zunaj na sweet spot. Tole dvoje gre pa noter. Se mi zdi precej dolg, tako da, če upaš je to zate. Ja, brez dvoma ena najbolj izvirnih igračk. Mislim, da ko to vidiš, se sama lahko odločiš, da to hočeš probati. Imajo pa zdaj pri svetu užitka tudi svoje lubrikante in tole za čiščenje igračk. Lubrikant na vodni osnovi, kar pomeni, da je tak fajn, zdrav, lahek. Ful je dobro, ki ga ima več noter. In pa še, ne morete si misliti, ampak lubrikant za sproščanje analne odprtine. Skratka, kot vedno pri svetu užitka, hodi Alenka 5 na tisto, kar je že znižano, in Alenka 10 na tisto, kar ni znižano, velja tudi v fizičnih trgovinah. Gremo v video. Austin Harroff se je rodil 21. decembra 1996, torej bil je kozorog. Kozorogi veljajo za take zelo konkretne, kompaktne, družinske, loyal moške. Na nek način bi rekla, da je tudi on to bil, ampak potem je šlo vse narobe. Rodil se je krožil Palm Beach na Floridi, tako da vemo, da je dobro živel. Živel je pod palmami, ki so povsod tam. Živel je v bistvu na delu, na območju Floride, ki se mu reče Jupiter, in je tak res zelo lep, predvsem od divjih plaž. In ja, njegova družina je bila premožna, živeli so v zelo lepi hiši. Njegov oče je imel tako dentalno ordinacijo, bil zobozdravnik in to tudi zelo uspešen. Potem njegova mami pa je delala v farmaciji. Na nek način ne bi spadali pod bogatejši srednji sloj. To so tisti, ki niso lih po moje multimilionarji, so pa tako živijo zelo, zelo udobno. Imel še mlajšo sestro Hailey, kar pa še ne pomeni, da sta bila razvajena, v bistvu so bila res cool otroka. Bili so res cool družina. Austin je že odkar je bil majhen fant, kazal tako razne lastnosti, ki so jih starši pač pogledajo otroke in so tako, poglejte našega, kako je priden, kako je vljuden, kako je miren, kako je ubogljiv, kako je športen, kako je pameten. Vse to je Austin bil. Prav perfect white boy. Ja, res sem to rekla. Bil odličen v šoli in učitelji so po drugi strani ful hvalili, koliko je priden in koliko je wow in koliko je vse super. Kamorkoli si ga postavil, je on tam presegel vsa pričakovanja. Pa ne bo to akademija, sprav pač karkoli, da je mogel pokazati, da je smart, ali pa na drugi strani šport. Se je pa tekom življenja ves čas bolj zanimal za športno pripravljenost, za biologijo človeškega telesa v zvezi s športom, za nekak medicino, fizioterapijo itd. Prve razpoke v njegovem življenju so se začele že, ko je bil star 13 let in sicer strani družine oziroma prišlo je doma do ločitve, ker ni bila nič tako grozljiva, ni bila tako zelo sporna. Edino, kar je bilo grozno saj njemu in sestri Hailey, je bilo to, da je bilo precej nepričakovano in sta doživela šok. In tudi potem oče in mama sta zelo malo našla nove partnerje, ker je bil še en tak mogoče dodaten šok, so pa želeli ohraniti dobre odnose in tudi oče se je preselil dokaj blizu v tej okolici in imel tam spet hišo. Austin se je vpisal v srednjo šolo Suncoast Community High School. V bistvu je bilo ena tako najbolj prestižnih, najbolj ocenjenih srednjih šol na Floridi. In pa je v Ameriki, čeprav štekam, imaš razne predmete, kjer si lahko bolj basic ali pa advanced, in njega so dali v vse te predmete advanced in v vseh teh advanced predmetih je bil še vedno med najboljšimi, tako da tukaj je izstopal. Nogometni ekipi se je pridružil kot ofenzivni linijski igralec, to je pač American football, jaz ne vem, kva to pomeni, kjer igralec je bil, ampak ja, bil je tak tudi postaven, velik, bil je nekaj čez 1,83 m, se mi zdi, imel nekih 90 kg, tako da je bil tudi tak bulky, ampak ne debel, ampak je bil tak športen, močen. In tudi zaradi te postave je sčasoma se začel ukvarjati z wrestlingom, tako da je imel oba te dva športa naenkrat, pa tudi druge ljudi probal nekako spraviti v šport. Ful ga je veselilo na ideja, tako da je lahko treniraš, da lahko nekomu pokaže, kako
ta oseba čim bolj fizično izpopolni svoj stanje. Je pa zanimivo, ko njegovi trenerji, ki so ga gledali med igro, so si rekli, ta fant res ni agresiven. Ameriški fuzbal pa je tako ultra agresiven šport, mora se zabiti med sabo, mora se step za žogo ali nekaj tacka, se ne vem. Ampak on je bil tako ful previden in prijazen in se je videl, da v onih kritičnih momentih se on kratko malo umakne, ker noče nekako klešati. Zunaj igrišča je pa to še bolj prišlo na plano, ker je bil tak res dobrosrčen in empatičen. Zelo se je izogibal konfliktom. On je bil fant, ker če imaš dva na ego bustana človeka v baru, jih bo on probal pomiriti, ali pa bo prvi, ko šel preč od tega, ker se ne bo hotel steps, ne glede na to, koliko je bil močen in bulky in napilden, je bil pač tak dobrosrčen in miren. Medo, ampak prijazen. Se pa je začel ukvarjati tudi s fitnessom in bodybuildingom. Leta 2015 se je vpisal na Florida State University FSU v Tallahassee. To je bilo nekih 6 ur proč od doma, tako da večinoma je bil tam na kampusu in se je pridružil tudi temu Fredboy communityju, ne vem točno kako se jim rekel, ampak je bil tipični Fredboy, športni, cool, lep in sploh. In ni bil pogosto doma, ker 6 ur je le veliko, je pa med raznimi počitnicami hodil doma in tudi jasno med glavnimi poletnimi počitnicami hodil domov v Jupiter na Floridi. Od svoje smer študija se je pa tudi zbral medicino, tako da v bistvu je šel čisto po korakih od staršev. Itak je bil dosti pameten in je lahko to študiral, pa tudi očitno ga je res iskreno zanimalo. Tudi prvi dan so ga starši tja pospremali, se pravi 6 ur v eno smer in so ga tam odložili, so se objeli in pač s ponosom so gledali, naš sin bo pa ful veliko dosegel, vse je bilo ful lepo in idealno za njega in ni bilo nobenih znakov krhanja mentalnega zdravja. Tudi ta njegov transition, veš, ko smo šli mi vsi enkrat iz dijaka v študenta in greš po možnosti v Ljubljano živeti ali nekam drugem in si v študencu in ker nekrat nisi doma in sam zase moraš skrbeti, pa k njemu tudi ni bilo. On se je imel dobro, vse je izgledalo gladko. Tukaj tudi skoval nova prijateljstva, ampak pod to perfekt fasado so se začele nabirati stvari. In en izmed načinov, kako to vemo, je tale dnevnik, to je edini zapisni slika, ki sem ga našla, ker pač piše, da si v bistvu želi, da bi bil bolj tak kompakten, stoičen, manj zadržan, manj sramežljiv, kot sem rekla, je deloval precej tak nežen in empatičen in on si želel biti očitno bolj tak gazda balun. In druga stvar, kot Fredboy je tudi začel z drogami. Ker sem jaz razbrala, te droge so bile MDMA in razne halucinogene droge, torej gobe je jedel, LSD, acid, mislim, da je to eno in isto LSD in acid, tako da za razne halucinacije. In ker je bilo to dokaj pogosto, je težava bila pri njemu pri tem, ker je prišlo od ekstremnih highov v ekstremne love. In ko je on šel dol iz teh drog, ko je bil tiste pauzo, vez, ko ni nič jedel, je imel hudo depresijo, anksiozo, overthinkanje in vse to na robu paničnih napadov in mentalnega zloma. Tukaj tudi nor njegov Google search, vidite približno kaj je iskal. A sem nor, kako vem, da sem nor, aj kaj narobe, če nič ne spim. A človek mora spati, kaj se zgodi, če človek ne spi? V glavnem tako res scary, bogi mogo biti. Govoril je tudi o občutku globje povezanosti z naravo in dvomil je o raznih teh banalnih prepričanjih o resničnosti, ker je večinoma med študenti dokaj normalno, pač pri teh letih se iščeš svojo pot in svoj mindset. Je pa potem v drugem letniku faksa začel doživljati take bolj konkretne tesnobne napade, tesnobo, anksiozo in tudi paranoje. To se da je on svojim prijateljem tam na kampusu zaupal, kaj se mu dogaja, ampak so oni to vzeli kot majčkeno preveč prešerja študentskega življenja, oziroma tako kot, ja, vsi smo malo anxious, pa tako, niso to resno vzeli. Ko je enkrat prišel domov, je celo noč, po noč, patruljiral svojo lastno hišo. Torej, njegovi družinski člani so spali, medtem ko je on hodil po hiši, ves čas gor dol, celo noč in vse, kar je vsake toliko časa naredil, je prišel do vrat družinskih članov, to je moglo biti res scary, in je dvakrat potrkal in istočasno rekel, ščitim vas, jaz pazim na vas. In pa drug dan jim je razložil, da logično, ker imajo pač v hiši ful demonov. In je on po svoji glavi ščitil svojo družino pred demoni. To je bilo v bistvu v njegovi družini tako bizarno, da niso vedeli, kaj narediti. Ni jim bilo toliko domače sprve. Če imaš sina, ki nekaj časa čist super tipi-top in pa kar naenkrat patruljira hišo z demoni in se ne zajbava, pač niso vedeli, kako postopati naprej. Edina stvar, ki se je on naredil, je to, da so zaklenili vrate. Ker je meni osebno ful scary, da tvoj sin v neki paranoji, halucinaciji in ti pred njemu zakleneš vrate. Če se ti nekaj poišče, čas da ukrepaš. In tudi na nek način v bistvu so ga pritisnili v kot in so želeli od njega slišati Austin, a ti
si na drogah in on je v bistvu vse priznal. Se mi zdi, da katerkoli je bil on stisnjen v kot, da pove, ali je kaj narobe z njim, se je vedno strinjal, da nekaj je narobe z njim. In je rekel, ja, v bistvu, in je naštel vse te droge, ki sem jih jaz prej, veliko teh halucinogenih, MDMA itd. In vsi so se strinjali, družina vključno z Austinjem, da mora biti clean in v bistvu je bil ta čas doma, ni šel lih v rehab, čeprav razumem, ampak je stal doma in pač ni jedel drog. In tudi tam proti sredini avgusta je on uradno bil clean in tudi družini je rekel, da je clean, da že toliko časa ni jemal drog. Težava je bila v tem, da on še vedno ni bil ok. Ko si ga pogledal in videl, kaj počne, je bil več očitno malo zmešan. Pač ni se obnašal normalno. In na Floridi imajo eno opcijo, ki se ji reče The Baker Act. To pomeni, da bližnji od nekoga imajo pravico reči, zanj ga nas skrbi, obnaša se bizarno, vi ga zadržite za 72 ur in ga v nulo preiščite, oziroma tako fizično, na čem je in kaj je treba spremeniti, in po teh 72 urah dobijo točno analizo, kako z njemu naprej, na kakšen način ni ok in kako z njemu dela doma ali pa v kakšni ustanovi. Ampak prej bi to naredili, je prišlo do tragedije. 15. avgusta 2016. Ta dan je res nice. Prva stvar, ki se je zgodila ta dan, je to, da je Austin šel do svojega prijatelja, ki je živel tam v bližini, v okolici, en kolega iz otroštva, in je prišel do njega, potrkal na vrata in ta kolega odprl in je rekel, ja. In Austin, brez da karkoli drugega rekel, je vprašal sam, katerega leta sem jaz rojen. In mu je rekel kolega 1996. In Austin, brez da odgovoril, je sam šel. Ta kolega je šel nazaj not, vedel je, da Austin ni čisto ok že na tej točki, ni bil tako, ok, to ni v redu, jaz ga moram poklical. In ga je poklical in Austin se hvala Bogu tudi oglasil in je rekel, Austin, dajva mi dva danes biti skupaj, dajva pengat, pač dajva kaj početi. In Austin je hvala Bogu dejansko prišel nazaj do njega in sta malo hangala in tudi je nabral druge kolege in so se potem skupaj odpravili na plažo. Bi rekla, kaj je ena subtilna mini intervencija, da so ga imeli nekako tam, da ne bi kaj butazga naredil, ker ni bil ok. In Austin je bil nekaj časa spet v tem normal modu, ker je vedno nekako šel iz tega normalnega v nekaj čudenega. Do ene točke, ki je rekel, sam moment, skočam dam, pa kuj pridem nazaj in je šel tam. In ko je prišel nazaj, je bil tako ekstremno bizarno oblečen. Namreč je bila Florida, 15. avgust, ful vroče, res ultra vroče, pa na plažo so šli. In kaj je on oblekel? Ta njegov jersey, tak fuzbalerski dres, ki je bil ful tak topu, čist neprimeren za to vreme. Imel je 2 ure na sebi, imel je sončna očala, mislim, da obstaja še slika, če je najla, gledam čist bizarno. In so kolegi začeli mečkaj zbadati, modelate zdaj, pa je kao, tako nič tacga, tako se vedno med sabo zabavamo. Ampak on tega res ni dobro sprejel in jih je v bistvu napisal nazaj v smislu you fucking na, kako, Katni, jaz sem še kaj izjavil, te bom ubil. Dejansko jim je zagrozil s smrtjo. Ampak to ni bilo še vse, zraven na tej točki je bila tudi njegova mlajša sestra Hailey in ko je on spet padel v to pomirjeno stanje in bil nekaj časa ok, je bila ona zraven njega in se je on obrnil k njej in rekel, veš, da sem jaz pol moški in pol konj? Ja, in tudi sem nesmrten. In valjda je ona rekla, ok, ti resno rabiš pomoč, videla je, da to ni ok. In naslednja stvar, ki je on rekel, je, da se strinja. In model je gladko zakorakal v promet, čeprav ga je potem sestra valjda zadnji moment potegnila nazaj, kaj da, hektin jasen, in potem sta hodila tako v pločniku, da je bila ona na zunanji strani, da ga je ves čas držala, da ne bi spet isto naredil. In to niti približno še ni konc tega dneva, ta hujš se šele začne. Na koncu je ta druščina spremenila, da je bil Austin, njegova sestra, njegov oče in od očeta punca in še un prijatelj od začetka, ki je prišel do njega domov in so šli v neko restauracijo. In tukaj dejansko obstajajo tudi posnetki iz te restauracije, kako se je skupaj šlo. In nekaj časa zgleda vse ok, dokler Austin iznenada ne ostane, ker iz nič, nobeno ni še rekel, samo stal je in je šel do WC-ja, ampak ni šel na WC, se je samo obrnil, je šel ven, zginil, ker tudi zgine izpred kamer potem in čez nekaj časa pride nazaj, se gre usest, nekaj časa sedi, potem spet ostane, gre ven, ni šel niti do WC-ja, samo šel je ven in takrat je šel on dejansko domov. Do doma je imel, mislim, da 2 milje, tako da v bistvu fule ne hoje in je šel domov. Potem se je pa doma bizarno obnašal. Najprej je na vrata potrkal, mami je bila takrat doma in je začel piti sončnično olje in jesti parmezan. Ta parmezan je bil tako čez cel pult, povsod je bil in on ga je kar tako jedel. In mami je valjda bila zraven, ga je ustavila, ga je pomirila in ne vem, zakaj je tako čuden reagirala. Te starši res, po mojem, so ga imeli za nekega odvisnika izključno. In on se je v bistvu preoblekel, ker je bil cel od tega olja in parmezana in ga je peljala nazaj v to restauracijo, kjer so bili še vedno pač
oče, njegova nova punca in Hailey sestra in kolega. In ko je on prišel nazaj v restauracijo, imamo tudi ta posnetek, ki vidimo, da oče mu nekaj reče, se obrne proti njemu in karkoli že deluje malo agresivno, ker vemo, da je on takrat v neki točki 3-krat vstal in šel in oče si misli, kaj se dogaja, in mislim, da mu dejansko reče, what is wrong with you? In vidimo, da ga potem Austin v bistvu porine nekako v steno in ga tako pridrži, da mu nič ne more oče. In spet vstane in gre. Vidimo, da tudi ta prijatelj, ki je bil tam, je šel za njemu in nekih 30 sekund mu je sledil, ampak potem mu je Austin v bistvu šut, tako da ga ni izsledil in je prišel nazaj v restauracijo. In takrat je v bistvu pametno rekla ta nova punca od očeta, da je čas, da pokličejo policijo, ker ne vejo, če je sposoben, in tudi so poklicali policijo. Austin se je v bistvu odpravil takrat do ene mirne soseske, nič hudega sluteče, kjer sta živela en par, John Stevens in Michelle Michon. Tam sta imela tako svojo fulušno garažo v hiši, ki je bila namenjena temu, da sta se družila z ljudmi, prav bil je tak njun happy place, živite po sliki, da je tako res hecna, ampak zelo rada sta tam hengala, če kdo meni prišel, sta kaj spila, kakšno rekla, imela sta rada ljudi okrog sebe, bila sta ful srečna, ful simpatičen par, vsi so jih imela radi, poročena sta bila že celo večnost in imela sta 3 otroke. Če pogledamo zdaj ta primer s strani njunega soseda, Jeffa, v bistvu je Jeff najprej samo zaslišal en ženski krik, tak zgrožen krik, in je laufal ven in vse, kar je on videl, je bila ta njegova soseda, Michelle, ki jo je imel rad, ki so ful radi skupaj se družili, tudi njunega psa je v bistvu opazil, ko jih ni bilo doma, ker je bilo velikrat, tako da so bili res dobri prijatelji, in vse, kar je videl, je takrat Michelle, ko pije in gleda enega fanta, in ta fant je bil Austin in je vrata od njenega avta, od te Michelle, tako na polno zabijal v avto. Valjda Michelle ni vedela, kaj se dogaja, kaj njemu ni jasno, in je vpila, ne? In istočasno je potem že Austin šel proti njej in jo je dvignil krneč, ker je bila taka lahkotna ženska, se mi zdi ful drobna, in jo je v bistvu sem dvignil in z vso močjo zabil v tla. Ta tip je mogel biti res, takrat ta dan vsaj nehumano močen. In valjda Jeff dobil vzgibiti pomagati, ker jo pozna in jo probate rešiti, in ko je prišel tja, sta se v bistvu stekla, bil je en tak, oba sta bila velika in močna moška baje, in je bil tudi tak precej enakomeren fight, razen z eno stvarjo, eno razliko, Jeff sploh ni vedel, ampak kar naenkrat je začutil take čudne bolečine pri sebi, in ko je pogledal, je v bistvu krvavel na polno. Zaradi tega, ker ni prej opazil, ampak Austin je imel pri sebi nož in z enim samemu nekako zamahom z roko med temu pretepom ga je zabodel 5-krat. In tukaj se je Jeff ful ustrašil, koliko je ranjen, a bo izkrvavel, koliko je res nevarno. Videl je tudi Michelle, da v bistvu nepremično leži na tleh po tistem udarcu, oziroma ko je Austin vrgel v tla, in je videl, da mora backupati in poklicati policijo. In je šel nazaj v svojo hišo, se zaklenil in klical policijo. To je ta klic. Medical. Young man beating up a woman across the street. Are either of them injured? Can you tell from where you are? Yes, there's a girl laying on the ground. He beat her up. I ran over there. I'm bleeding profusely here at the moment. Okay. I don't know what happened. Can you tell if she's conscious? No, it does not appear so, no. I've been stabbed in the back. Ko je ta klic opravil, naslednja stvar, ki je slišal, so spet kriki, ampak tokrat moški. In prišla je tudi ta čas že policija. Prišla sta 2 policaja. Najprej je prišla ena policistka, ki je parkirala pač na to dvorišče pred to pisano garažo, kjer se je vse to odvijalo. In za njo je prišel ta drug policaj, ki je tudi parkiral, in ko je prišel izza obeh avtov, da je videl, kaj se sploh dogaja, je v bistvu videl to policistko, ki tako meril tla, in videl se je, da ne ve, kaj narediti. Ker karkoli že gledala, jo je pač toliko šokirali, in v bistvu je gledala na tleh že Johna, torej moža od Michelle, ki je prišel domov, lih iz prehoda, prej ga ni bilo zaradi tega, ker je psa peljal na sprehod, zdaj pa ležal tukaj na tleh in nad njim je bil Austin. In še vedno se ni dobro videl, kaj počne. Ga je pa tako držal Austin za vrat, da se ni niti mogel premakniti. Pa še en tak bizaren, grozljiv, grotesken detajl je, da je John gledal oba policista v obraz in istočasno govoril na pomoč, pomagajte mi. In šele, ko sta čist blizu prišla, sta videla, da v bistvu je Austin držal za vrat tega Johna, istočasno mu je v usta tlačil prste, da je lahko njegova lica tako raztegnil na ven in da jih je lahko grizel. In pa, ko sta boljš pogledala, so bili ti koščki mesa že povsod in odgriženi in res bad. In pa ta moški John je tudi mogel biti že nekajkrat zaboden, zaradi tega, ker na tej točki se ni mogel več kaj dost braniti. Policija se tukaj ni odločila streljati, ampak je najprej ta policist njega 2-krat do 3-krat brcnil, ampak ni nič pomagal. Videl je, da ne ve več, kaj bi, in je poklical policijskega psa. Takrat so prišli že 3 drugi policisti in ta pes
je Austina 3-krat zagrabil na polno v roko in ga vlekel preč. In Austin je bil v takmu živalskem nagonu, tudi take živalske zvoke izpuščal, da je v bistvu se vsakič znova 3-krat iztrgal od tega psa, se pravi, kakorkoli ga že pes držal, je on sam iztrgal preč roko in meso in vse zraven in je šel kuj nazaj spet grist obraz od Johna. To se je zgodilo 3-krat. Tako da, šele 4. ga je potem policist tako močno brcnil preč, da je Austin pristal na tla, ga je aretiral za eno roko, za eno pač lisico in ga odvlekel preč. In Austin je takrat baje vpil: "Ubijte me, se vidite, da žrem ljudi." Torej, Michelle je takrat umrla že od udarca, ko jo je vrgel v tla, prav top udarc v glavo, medtem ko njen mož je potem umrl zaradi teh ubodnih ran od noža in pa tudi zaradi razgriznega obraza in krvavitve. Ena nora stvar še glede Austina, on ko je prišel v to garažo, prva stvar, ki jo je naredil, je to, da je spil eno ekstremno močno kemikalijo. Ta kemikalija je tukaj povzročila, da je Austin kmalu po temu napadu, še ko je bila policija tam, preden je bil dejansko aretiran, padel v komo za 2 tedna in ja, šele po 2 tednih je pač prišel k sebi in so nadaljevali raziskavo itd. Pač je popolnoma ukreval, ampak spil je eno res močno strupeno snov. Špekulacije so bile, da naj bi on bil takrat na drogah, bath salts in flaka. Ampak crazy je bilo, da ko so končno dobili rezultate tega, kaj je bilo v njegovem sistemu, so ugotovili, da je bil dejansko sober, bil trezen. Nič ni bilo v sistemu razen malo THC-ja, torej verjetno je kadil travo zadnje dni. Torej, če niso bila ta zdravila ali pa droge, kaj je povzročil pri Austinu ta breakdown? Strokovnjaki so potem opozarjali na shizofrenijo, kakšne nediagnostificirane duševne bolezni, bipolarno motnjo in končno je tudi Austin bil toliko pri sebi, da je povedal sploh čez svoje oči, kaj je on doživel, kaj je mislil, da se dogaja in zgodba gre tako. Ko je on zapustil tisto restauracijo, kjer so not jedli z njegovim očetom itd., je zunaj na ulicah videl črno grozljivo pojavo z belim obrazom. In bil je prepričan, da je to nek devil, demon, nekaj, kar ga bo huntal in je začel bežati. Je laufal in je prilaufal v tisto sosesko, kjer so bila pač Michelle in John. Baje je on videl tisto garažo njuno, happy place, kot neki ful lepega svetlečga, in je laufal tja, ker je bil prepričan sam pri sebi, da kdorkoli že tam bo, mu bo pomagal, da bojo timsko premagali to entiteto črno. Ampak ko je prišel tja, se ga je Michelle ustrašila, ker je valjda zgledal ves pobesnel in znorel in čuden. In je zavpila. In ko je ona zavpila, je v bistvu on dobil občutek, ojoj, ona ne drži z mano, ona je v bistvu čarovanca. In potem on to razloži, da je vzel bottle of alcohol ali pač neki. On je očitno mislil, da je bil alkohol, ampak je bila tista čudna kemikalija, ki ga je verjetno pa še bolj obnorela. In potem zadnja stvar, ki se je spomne, je še tista druga figura s psom, tako da najbrž je bil to John, ki je prišel iz prehoda in potem se ne spomne več nič. Ta sojenje je trajal ful dolg, pa mislim, da je bila vsa ta korona vmes pa to, ampak na koncu rezultat je, da je bil spoznan za nekrivga v smislu, da je bil pač popolnoma nepriseben in nor na tej točki. To valjda ne pomeni, da je zdaj kar prosto, ampak verjetno bo izpuščen, ko bo enkrat spoznan za popolnoma varnega. Do takrat bo imel verjetno en kup zdravljen in tudi po moje, da je bil na ful tabletih, če me ne vprašate, ker že potem v priporu zgleda čist drugače na sojenih, tako ful več kilogramov, ker predvidevam, da so marsikatere tablete. Je bilo precej ločeno na sodišču, eni so bili prepričani, da je bilo dejansko namerno in planirano, kar se meni zdi iskreno bizarno, ker meni deluje čist res smešen. Marsikdo tudi ni verjel, da je bil spoznan kot čist, eni še zmeraj mislijo, da so bile prikrito droge v njegovem sistemu. Mi je pa najbolj zanimiva teorija en gospod, ki ga je raziskal in je predlagal to. Reče se lycanthropy in pomeni, da je to točka, ko človek ne verjame več, da je človek in je prepričan, da je žival. Zelo pogosto te ljudje verjamejo, da so v bistvu neke vrste volk pes ali pa volk orlak celo, neka mešanca vsega tega. In v bistvu se je Austin obnašal čistko, dejansko pač je renčal, tudi laufal je po vseh 4 nogah / tacah, zato ker Beko je izlaufal od Michelle pro Johnu in šel po vseh 4. Zvok je tak izpuščal, grizu je, tako da to je dejansko nekaj, ker se pojavlja med ljudmi, po ful redko, ampak se, tako da če je že kaj, je res mogoče to. Mi je pa tak crazy primer, na kateri točki njega toliko zlomil, kaj ga je toliko zlomil. Pač ja, bil je zelo občutljiv posameznik, ampak še vedno se mu ni to groznih stvari zgodilo, saj mi, da bi vedeli, razen pač ločitve, tako da ja. Če sem prav razumela, je imel on tudi intervju z Dr. Philom in to je sam delček oziroma slike, ko se mu je zjokal, koliko mu je žal in koliko mu je grozen, da je to naredil in koliko nedolžnih življenje razočaral in pokončal. Tako da je to bom še en primer tak
kjer gre mentalno stanje zelo downhill in bodite res pozorni na ljudi okrog sebe, da pa če rabijo pomoč, da saj probamo pomagati, kakor lahko. Komentirajte, kaj vi mislite, pa definitivno ne pozabite se naročiti in lajkati.